V Ljubljani študira približno 40.000 študentov in tisti, ki niso iz glavnega mesta ali od blizu, se vsako študijsko leto srečujejo z izzivom nastanitve. Iti v študentski dom, v sobo k zasebniku ali morda najti kakšno drugo rešitev. V naslednjem prispevku bomo predstavili stanovanje, ki sta ga starša v Ljubljani kupila za svoja šolajoča otroka. Ker je bilo ob nakupu v precej slabem stanju, pa sta ga morala prej še temeljito prenoviti. Tole študentsko stanovanje ima polno pametnih rešitev za shranjevanje, veliko funkcionalno razporejenega pohištva in ogrevalni sistem, ki poskrbi, da mladih dveh študentov pozimi ne zebe in ima poleti ni prevroče. Edino za desetke na faksu morata poskrbeti sama. Nataša, kakšna je zgodba tegale študentskega stanovanja? Kaj ste iskali? Z možem sva razmišljala o nakupu neke nepremičnine izven našega domačega okolja. Sočasno, slučajno z dozorevanjem najine ideje, je pa sovpadal sinov odhod v Ljubljano na študij. Tako smo se odločili, da kupimo stanovanje v Ljubljani, ker tudi to mesto za naju predstavlja nek kraj lepih spominov. V Ljubljani smo se namreč srečala kot študenta, pa sva se zaljubila, pa začela hoditi. Tako da, zdaj trenutno je stanovanje namenjeno študiranju. Velikokrat pa mi dva z možem prespima v tem stanovanju. Ste imeli kakšne začetne zahteve ali pa želje ali pa posebno točko? Kaj ste iskali? Glede na to, da mi izhajamo iz podeželja, je bila najina želja, da bi bilo stanovanje v majhnem bloku, obdano kar se da z naravo, pa da bi bilo tudi stanovanje v mirnem okolju, pa dokaj blizu centra. Kar nekaj časa sva iskala primerno stanovanje in smo končno našla v tej zgradbi. In v kakšnem stanju je bilo takrat to stanovanje, ko ste ga kupila? Je bila podoba bolj kot ne žalostna? Ja, res je. Zgradba je bila zgrajena 1956. leta. Stanovanje je bilo zelo v slabem stanju. Bilo je zelo dotrajano, estrihi slabi, še v prvotnem stanju, potem strojne inštalacije, elektroinštalacije, vse je bilo dotrajano, ker je bilo to prvotno. Tloris ni ustrezal sedanjim potrebam, bil je odraz tedanjega časa. V tem stanovanju sta živeli dve družini, delavski družini, zato je tudi bil tloris temu primeren. V stanovanju sta bili na desni strani dve veliki sobi, povezani med sabo z vrati. Potem na sredini je bil hodnik. Hodnik se je končal z sanitarnim prostorom, ki je bil razdeljen na 3 majhne dele. Potem na levi strani hodnika je bil tak dnevni prostor, ki se je nadaljeval v malo shrambo. In ta mala shramba se je končala z zelo majhnim, neuporabnim in nefunkcionalnim balkonom. Vse skupaj je klicalo po temeljiti prenovi, ki je potekala hkrati z energetsko sanacijo celega bloka. Ta je dobil nov fasadni ovoj, mnogo stanovalcev pa se je odločilo tudi zazidati balkone in s tem povečati bivalno površino. Dejan, stanovanjski bloki so velikokrat priklopljeni na neko daljinsko ogrevanje, zato niti ne pomislimo, da bi lahko kako drugače si uredili ogrevanje. Ko gre za prenovo stanovanja, na kakšen način je možno posodobiti ogrevalni sistem? Daljinsko ogrevanje je običajno v strnjenih naseljih prednostni način ogrevanja, podobno kot je plinska inštalacija. Vendar pri starejših blokih, ki datirajo v leto 50-60, je bilo ogrevanje rešeno z individualnimi kurišči, običajno na trdna goriva, se pravi premog, biomasa. V takih primerih se potem investitor lahko samostojno odloči, kaj bo naredil naprej. Ali se bo odločil za nek standardni način ogrevanja, ali se odloči lahko tudi za toplotno črpalko. Seveda, v takem primeru ima investitor možnost odločiti se za etažno ogrevanje, kar pomeni, da bo sam upravljal z ogrevanjem, se odločil, kdaj bo začel kurilno sezono, kdaj bo zaključil s kurilno sezono, kakšno temperaturo bo imel v prostoru in tako naprej. V primeru notranje vgradnje moramo seveda poskrbeti za par detajlov. Eno od takih detajlov je tudi odvod kondenzata, se pravi pri ogrevanju, hlajenju nastaja kondenzat, ki ga moramo odvesti iz prostora. To je pri vgradnjah v kletne prostore še poseben izziv, ker je potrebno poiskati ustrezen odtok.
Ko rečete kondenzat, to verjetno gre za neko povsem neškodljivo, neoporečno tekočino, vodo, tako rekoč. Tako, kondenzat je praktično vlaga, ki se nahaja v zraku in zaradi značilnosti hladilnega procesa se na površini uparjalnika izloča in seveda odteka. In to je čisto popolnoma navadna deževnica, če temu tako rečemo, ki jo potem moramo nekam odvesti. Lastnika sta toplotno črpalko, notranjo enoto z bojlerjem in dodaten zalogovnik postavila v klet neposredno pod stanovanjem. Izbrala sta črpalko slovenske izdelave, ki zunanji zrak črpa prek dovodnih cevi, upravljata pa jo zelo preprosto prek upravljalnika v stanovanju ali aplikacije na pametnem telefonu. Črpalka skrbi za toplo sanitarno vodo, ogreva stanovanje in ga v poletnih mesecih tudi ohlaja. To pomeni, da v tem stanovanju poleti ne potrebujejo klime, ker toplotna črpalka dovolj poskrbi za ohlajevanje? Tako je. Ta raznolikost toplotne črpalke se kaže v tem, da lahko v poletnem času obrnemo režim delovanja. Torej, hladno vodo, ki jo proizvaja v poletnem času, lahko uporabimo za hlajenje prostorov, vendar za to moramo uporabiti konvektorje. Konvektorji so naprave, ki imajo večjo površino prenosa toplote v primerjavi z radiatorji. Zaradi tega in poskrbijo tudi za to, da se kondenzat, ki se na površini konvektorja nabere, odvedejo v drenažo. Konvektorji prisilno zavrtijo zrak čez prenosnik toplote s polno večjo površino, tako da omogočajo hlajenje zraka in ogrevanje zraka z manjšo temperaturno razliko, kot je v primeru radiatorjev. Zaradi večjega udobja bivanja sta lastnika konvektorje dopolnila še stalnim gretjem, vendar pri prenovah starih objektov ta izvedba ni vedno mogoča. To je res. V tem primeru je stavba iz leta 1956 in je sam estrih, oziroma takratnem času bil narejen na način, da so bile gredice, med gredicami prodec, naproti so deske, na deskah parket. Ker je ta višina skupaj znašala 12 cm, sta se investitorja lahko odločila za alternativo in sta se odločila, da namesto klasičnega estriha vgradita v estrih še talno ogrevanje oziroma hlajenje. Kot strokovnjak za ogrevanje gotovo spremljate tudi razmere na energetskih trgih. Kakšne so tukaj zdaj vaše napovedi? Energetski trgi se v zadnjih 10 letih zelo volatilno spreminjajo. Torej pomeni, cene rastejo, cene padajo. Deležni smo tudi sprememb omrežnine, sprememb cene energije in tako naprej. Toplotna črpalka se je pokazala kot zelo robustna naprava, ki je nekako vzdržljiva na vse te pritiske. Tudi v primeru pojava oziroma množične vgradnje fotonapetostnih sistemov, torej solarnih elektrarn, je toplotna črpalka dopolnila delovanje sončnih elektrarn. Prav tako v primeru dviga cen energentov na svetovnih trgih je toplotna črpalka pokazala svojo prednost v tem, da 2/3 in več toplote vzame iz okolice, kar pomeni brezplačno. Tudi s prihodom novega načina obračuna omrežnine, kjer omrežnina ni več vezana na porabo energije, temveč na konično moč, se je toplotna črpalka pokazala kot izredno učinkovita, zato ker jo lahko nastavimo in deluje v pasu, kar pomeni, da preprečuje konično delovanje in s tem povečanje stroškov omrežnine. Torej se da tako sprogramirati, da dela takrat, ko je elektrika cenej. Tako, toplotna črpalka lahko deluje ves čas kontinuirano, nadomešča izgube, s tem pa ne povzroča skokov in ne povzroča dodatnih, torej je predvidljiva v primerjavi z ostalimi uporabniki. 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje je svetlo, funkcionalno in odprto. Ker je namenjeno študentskemu življenju, sta lastnika vanj vpeljala mladostni duh, toplino pa pričarala z živahnimi detajli. V sobi, kjer trenutno študira sin, smo se poigrali malo z barvami. V osnovi so barve pastelne, omare so bele, torej soba je dokaj svetla. Pazili smo predvsem na pohištvo, da je funkcionalno za študenta. Poigrali smo se pa z barvami preko naših fotografij. Na stenah so malo bolj živahne fotografije večjega formata in odražajo našo družino, saj radi potujemo. To so fotografije z naših potovanj. Malo popestrijo stanovanje, pa pričarajo našo družino oziroma vse družinske člane, kot takrat, ko nismo v stanovanju. Kopalnica je dokaj majhna. Na račun teh velikih sob pa hodnika ter ostalih prostorov smo morali malo pogledati na dimenzije kopalnice, ki so se zmanjšale.
Tudi v kopalnici sva želela, da je kopalnica svetla, zato smo tudi v kopalnici izbrala pastelne zemeljske barve. Obstoječe stene, ki so bile v tem stanovanju, smo nekatere tudi podrli in smo zgradili oziroma dali delati omaro, kjer so odlagalne površine. Najna želja je, da se čim manj stvari vidi, torej so skrite stvari, je veliko odlagalnih površin. Dnevna soba je povezana z jedilnico, za nami je pa kuhinja, ki je dokaj velika. Na račun spremenjenega majhnega balkona smo tudi kuhinjo lahko malo povečali in smo dobili tudi v kuhinji veliko shranjevalnih površin in delovnih površin. Sicer imamo majhno stanovanje, ampak temeljito prenovo, zato me zanima, kakšna je bila potem tukaj časovnica. Je šlo po vaših načrtih oziroma pričakovanjih? Torej, nikakor ne. Mi smo kupili stanovanje nekaj mesecev predno, je šel sin študirati v Ljubljano. Naša želja je bila, da ko pride študirati v Ljubljano, da je stanovanje že urejeno. Ja, ampak žal se to nikakor niti približno ni zgodilo. Sin je skoraj večji del prvega letnika stanoval nekje drugje. In potem šele po dobrem letu smo uspeli, da je bila obnova res v taki fazi, da je lahko se preselil v to stanovanje. A to je še v redu. V smislu, da boste rekli, da je že ta čas magistriral? Ne še.